Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Marko in Tomaž v tem studiu pozdravljava Tineta, Križaniča, Tineta, humor na dveh nogah, včasih na treh. Lepo zdrav, Tine! Bravo, Tine, samo Tine. Malo nekaj ti moramo povedati. Čuj, Tine! Rok je poklical. Ljubnik je starejši Franki pač pel nekaj povedati. In pomaši je rekel, Franska, Micka, poznala sta vse. Je rekel, čuj, Franska, jaz vam res en dober vic bi vam rad povedal. Res bi vam rad, dober vic bi vam rad povedal, samo bojim se, da od smeha vam bo jezi zadul padle. Rad bi vam ga povedal, pa tak vim, da ste ga že čuli. Si videl zdaj? Tinetov res slabi vid. Samo na totem radiju. Husqvarna Geder, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si. Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? 11:01 je ura in v tem studiu tudi profesor Križanič. Lepo zdrav. Dober dan. O, profesor. Zdravo. Veste, kdo je James Michael Aloysius Bradford? Aloysius, ja. Aloysius. To je britanski pevec in filmski igralec ter scenarist ali drugače znan kot Jimmy Nail. Jimmy Noht. Veš zakaj Nail? Ja, si znam predstavljati. Ker je bil, delo je v steklarni, pa je stopil na 15 cm žebelj, ko mi je prebodal celo stopalo. No, takrat je Jimmy Nail. Bo se nimo zastrupilo, pa nič. Je očitno, glede na to, da 72 let star, pa da je še živ, se je zvlekel nekak, ne? Je pa, imel pa turbulentno življenje, to pa res ne. Bil je izključen iz šole, popival non-stop, bil sodeležen pri pretepu na nogometni tekmi in potem pristal v zaporu. Ja, torej kot vsaki drugi Mariborčan. Recimo, ja. Dobro. Kasneje se je ustalil in zraven uspešne glasbene in televizijske kariere odigral eno od glavnih vlog v musiclu Evita z Madono in Antonijom Banderasom. Marek se on ve, da je on bil tu in Madonna ga je hotela zraven. Ona je zahtevala, da mora on biti poleg in ima tudi en duet z njo, mislim, da. V bistvu sploh ni nameraval postati igralec, namreč na audicijo za, če se kdo spomni tega, kultna britanska serija Auf Wiedersehen 5. Slišala, kdaj govori o skupini britanskih gradbenih delavcev v Nemčiji. To mora biti izjemno. Mora biti pogledati. On je takrat prišel kot moralna podpora svojemu takratnemu dekletu in na koncu so izbrali njega namesto njo. Pa je verjetno ga pustila. In če mogoče to dogledal, on je igral Oza. Okay. Ja. No, Ain't No Doubt je prvi single iz drugega albuma Growing Up in Public in seveda Jamiejev, ne bomo rekli, največji hit, ker je menda edini, ne? Mislim, da še imel pol Crocodile Shoes, ampak to ni bilo nekaj, ne? Crocodile Shoes. Ja, tak je bil, ja. Na tej plošči je sodelovalo ogromno prominentnih gostov, recimo bil je zraven Mark Knopfler, David Gilmour, George Harrison in seveda ni čudno, če je album bil prodajna uspešnica in se prodal milijonske nakladi. On je v bistvu ta komad Ain't No Doubt, taki one hit wonder, ne? Ampak očitno ni bilo mu treba nekaj še dalje. Ja, on je one hit wonder, ne? Ja, no, on, ja. On in komad. Ne, komad tak je. Komad ni. On je tisti, ki je en hit uspel narediti. Ok, vi ja tak pravite. Auf Wiedersehen 5. Ne, 5, prav. 5. Ali 5, vse ne vem. 5 je, ja. 5 je? Kot 5, kao zdaj ne vem točno, kaj mislim, ampak 5, ja. Da, ne vem. Moraš pes reči adijo. Adijo, pes. Delaš v Nemčijo. Daj, ja počekirata malo to, kaj gre, ne. Medtem pa, torej, Ain't No Doubt iz leta 92. Spet nekaj za vse vas, drage poslušalke in poslušalci, ne toliko za Tomaža, ker Tomaž je hejter vsega, kar ni, vsega, kar je izmišljeno, tako bom rekel. Torej, ko je znanstvena fantastika. Tebe ne sovražim. Ok, če ste gledali Stranger Things na Netflixu,
in so vam bili všeč, torej, če vam bila serija všeč, zdaj je ena nova zadeva zunaj z zelo, kako bi rekel, zelo podobno, vse skupaj zveni, tudi kličejo že kot Stranger Things za penzioniste. Zato, ker gre za serijo, v kateri so pač, ko imajo v Ameriki, veš, te prav vasi, ko ljudje grejo tja v penzijo, ne? Penzionirati, in lepo tam živijo skupaj. No, tam se začne vse skupaj dogajati, dokler ne pride neka pošast, ne? In potem morajo oni, torej penzionisti se nakup nabrati in zadevo rešiti. Pa pošast je stara. Je, ja. No, taka, kako bi rekel, malo je, na čas je prav malo, da se malo prestrašiš, drugače pa tako malo zabavna, malo je drama vmes, pa vse tako zanimivo za pogledati in tudi ta, ki sta ustvarila serijo Stranger Things, sta torej sproducirala to zadevo, imenuje pa se The Burrows, Boroughs, na Netflixu je 8 epizod, prva sezona, pogledaš v par dneh in je tako fajno za pogledati. Anja, ti si gledala Stranger Things? Ne, nisem. Ja, vredno. Ti si bolj za. Kaj samo obsojaš, kdo, zakaj je? Ja, res. Ti si konj, ker gledaš stare ljudi, ko prije pošast. Kaj te to je? Z nami v tem studiu pa torej Jure Verlič, trener mariborskih hokejistov, Lisjakov. Ja, vse prav povedal, ne? Okay. Malo tako gledal, kot da bom ne vem kaj še rekel druga. Jure, lepo zdrav najprej. Seveda nas zanima dogajanje na svetovnem prvenstvu. Zdaj slovenski hokejisti kar harajo, smo videli, ne? Zdaj glede na to, da mi dva z Markotom, kaj šele Anja, nismo specialisti za hokej. Vemo, recimo jaz, ko sem videl, da je Slovenija Češko premagala, Češka, vem, da je vele sila hokejska, sem videl, kot je zdaj to je, ne? Vsak je videl rezultat, Italijo 5-1, to tudi ni pes, ne? To pomeni, da so naši tako dobri, ali imajo Italijani slabega golmana? Ne, Italijani imajo zelo dobrega golmana, enega največjih talentov v Evropi, ampak so naši zelo dobro včeraj igrali, pa imajo tistih 5 komadov, pa so spakirali, pa tudi malo. Eno petardo, ne? Ja. Lepo za Italijane. Ok, kaj zdaj vse to pomeni, ta igra za Slovenije? Zdaj videli smo, da, kako smo se zdaj pogovarjali, da imajo zdaj že 3. zaporedni nastop med elito. Ja, zdaj je bil 2. zaporedni, zdaj s tem so si tudi zagotovili včerajšnjo zmago 3. To je drugo leto, torej, ki bo v Nemčiji. Okay. Drugač pa je svetovno prvenstvo zelo dober začetek, v bistvu so premagali veliko Češko. Ja. Mislim, to je eno vele silo, ki imajo, sem že zadnjič povedal, več golmanov v Ligi NHL, ko imamo mi dvoran, ki branijo, da so te razmere, ki jih malo tako bolj začneš brati ali pa statistiko gledati, da se od dvorana sploh ne menijo, ko imamo, mislim, onih 100 ali pa 150 v vsaki vasi, mi pa tako, ne vem, če imamo toliko igralcev, vse skupaj, ko imamo oni profesionalnih. Tada, ja, v bistvu dober začetek, premagali Čehe, potem tudi za Slovaki dobro igrali, tista tekma za Švedsko pa za Kanado, dobro, so bile res vele sile, pa mogoče malo slabši dana, pa drugi dan zapored tekma, malo utrujenost. Drugač pa ja, potem Danska slabša tekma spet, tako. Na koncu pa tako so fantje se skozi brali, v bistvu pa zdaj pa damo, ne? Italijane v bistvu, ko mislim, so si bolj zanačeno tekmo pričakovali, pa so jim dali, bom rekel, venti oto. Tako, kot se reče. Da so v bistvu oni spakirali, pa se selijo divizijo nižje, naši pa lepo zaključili to sezono, pa ostali noter. Svetovno. Kaj to zdaj pomeni naslednje leto, torej nas čaka kaj? Naslednje leto ostanemo v tej diviziji, to pomeni, da se bomo družili spet z vele silami, Kanada, Amerika, s temi zdajami je pa res ta, bom rekel, divizija, ta elitna, pa ta ena niže, tam so izenačene reprezentance, mi smo nekje na tem, tako Italijani, Mađari, Danci, nekje na tem na meji, prehodu, ali pa na meji, ne? Ja. Ali ostaneš, verjetno bi vsak podpisal pred prvenstvom, Rej je, da je super, samo da obstanemo, ali pa zgreš, ali pa spadeš dol, pa se spet boriš za, v bistvu, za višjo divizijo. No, teda, zelo veliko uspeh. No. Je pa to pol kar precejšna razlika, tudi, ne vem, že samo fizična pripravljenost ali... Pa vse skupaj, daljša klop, tam imaš Kanadi zvezdnike, kot so Sidney Crosby, pa ima rekordov v NHL-u, pa ne vem koliko Stanley pokalov.
Dobro, imamo tudi Kopitarja, pa smo ga imeli, zdaj se je upokojil. Pa potem ti naši fantje, ki se v bistvu dost, bom rekel, se malo prenavlja, reprezentanca so mlajši, eni so prvič igrali na svetovnih prvenstvih in vse pozna v bistvu, ko igraš proti velikim, so to najtežje tekme, bom rekel, v njihovih življenjih, verjetno. Da se v psihičnem naporu ne menimo, ne? Fizični, ja, pa fizični, v bistvu ne, 10 dneh 7 tekem, ne, igraš tekmo, greš spat, drugi dan spet, pa to moraš igrati res na vrhuncu. 60 minut na 100%. In to hokej, ne, to ni glih. To ste napada, doskrat si pod enem položaju, moraš skozi sloviti, pa se braniti, tako da je kar fizično naporno, rekel, bolj naporno, kot pa če igraš nekje divizijo nižje, pa slabše. No. Ampak je pa, ja, gled, tak ste hteli, vsi. Ja, tak ste hteli, zdaj pa je ratal, no, mislim, vsi smo veseli, vsi, ki smo v tem noter, tako da je en dokaz tudi, da delamo dobro, pa smo delali dobro, tudi nekaj Mariborčana noter, to me zanima. Visjake, zdaj so bili Štebih, mladi Perčič, koga sem še poznal, pa Drosk, včeraj da 2 gola. To so fante, ki so šli čez našo šolo, pa še v preteklih letih je bilo nekaj, teda nas veselino, vsakič, ko vidimo neki taki uspeh, pa ko naši fantje, Mariborčani, lokalci, je nek ponos, ne? Je dodaten, ja. A kaj bi lahko zdaj tu, recimo, ko sem nekje prebral, govorili o čudežu, v bistvu, čudežu na ledu? Pa ali ne toliko? Vse to spada med tistih, ne vem, 5-6 tekem, ko se zmaga te reprezentance. Rekel, tudi čudež je bil, ko smo na olimpijskih premagali Ameriko v Sočiju, pa Slovake. Vse to so take, v bistvu, velike tekme, ki smo jih uspeli premagati. Tako da bi, ne vem, v fuzbalu Brazilce, Angleže, pa si doskrat blizu, pa enkrat jih boš, 7-krat bo oni tebe, naprimer. Ta razlika. Tako da ja, v bistvu je to vse čudež, če ti tako vse te statistike pogledaš, koliko imamo dvoran, koliko imamo hokejistov, pa sam bazen, ne vem, če nas je 900 skupaj, pa igraš proti tem vsem večjim državam, ko imajo vsega dosti več, bomo rekel, polno rit po eni strani, dvoran, vsega skupaj je zelo velik uspeh, no, mislim, smo lahko na to ponosni, kaj delamo, z vsem, kaj imamo, kaj kot trenerji delamo, pa kaj v bistvu hokejisti da skozi. Ampak se vedno se pokaže neko to srce slovensko, neka trma, mogoče pa ne nazadnje strokovnost sama, ne? Ker zdaj iz 2 milijonov ljudi, ne samo hokej, tudi ostale športe, če pogledamo, vedno je nekaj se najde in je nekdo vrhunski in najboljši na svetu, ne? Zdaj v zadnjih letih, včasih se spomnim kolesarstvo, si gledal poročila, nisi spovedal, vsak France, pa Giro, pa vse kaj je, pa je normalno postalo, ne? Nogomet, rokomet, vse posod smo nekje tam, pa v bistvu zelo malim, bom rekel, slabšim pogoji, pa kot druge delamo. Vam tudi trenerjem da nek zagon, neko potrditev. Pa vidiš, da se lahko, v bistvu tako malo pozabiš na to, da imaš tam neke Mariborčane reprezentanci, malo pozabiš, pa vidiš, ti fantje so prišli v 5-6 letih v klub, mali so bili, starši so jih pripeljali, šli vse skozi, potem so šli v tujino in pol se tako malo spomniš, mes pa malo pozabiš, ker je to bolj tisto, vse tega si trenirala, pa ga poznaš od malih nog, ko si otročički. Viš, temu sem rekel, ne tak moreš. Vidiš, to si jasno, če to je dal bolj zaradi mene. Na ta način v bistvu spremljamo te fante, pa smo zelo ponosni na vse fante, ki so včeraj igrali, pa ki so tudi pretekli leti igrali reprezentanci. Ja, seveda, tudi mi. Fantastično, res. Imamo torej neko kvaliteto pred kvantiteto, ne? Imamo, v bistvu, že tudi v nižjih kategorijah, pa teh reprezentancah U20, U18 se borimo v bistvu proti dosti večjim. Pa smo tam, pa si reče, pa to boste izpadli, pa ni variante, pa se nekako vse obrne, pa damo malo tisto trmo, se mi zdi, in zmagamo in je to. Kaj pa zdaj od zadaj se že kaj pripravlja, tako pravi zdaj pri mlajših selekcijah, je zanimanje, je bazen, se širi, so hokejisti, manjkajo. Mi tu v Mariboru skozi spisujemo, delamo, tudi dvignili smo ta članski hokej v zadnjih 2 letih, dosti ljudi je začelo na tekme hoditi. Predvsem zaradi tega, ker je zanimivo, ker ni, bom rekel, tečno pa tak, ampak se skozi nekaj dogaja, ker taki agresiven, hiter šport je. Poleg tega smo dosti animacij naredili na tekmah, tada je poleg športa še vse ostalo, poskrbljeno, piješ na pijačo, nekaj poješ, malo pogledaš, se malo pogovoriš. Hot dogi so, ne? Vse, hot dogi, šnicli, leberkeze. Točno šnicli, šnicli zemlj pa to. Točno,
Tako da smo, ja, dosti delamo v bistvu na vpisu z mladimi, imamo polne kategorije, tako da veselimo se vsakega, ki se nam pridruži, z njim se res dosti ukvarjamo, pa pravimo res ga pripeljati na neko točko, da pri nas ostane, pa če so dovolj dobri, se potem včasih odpravijo tudi v tujino, bom rekel neko letvico daljše, tako da delamo vse skozi, ta sezona je dolga, zdaj se bo mogoče uradno zaključila, tako da ne bo več toliko tekm pa tega na televiziji, ampak vse hitro, mesec, dva pa imamo Mariboru že let, pa že gremo gas dalje. Ja, evo, pa pol pa še verjetno, ne, od vuni priti not na trening. Ja, v bistvu pa še poletja, pa avgusta, ko začnemo, ko je zunaj v šlapah pa to, pa pol priješ na hladno, fajn pa se ohladiš, da si kar malo več časa tam preživiš. Svetovno. Ja. Jure, hvala lepa, da si prišel, da si prišel malo pojasniti, kaj se točno zdaj dogaja, ne, vsem nam, ki ne vemo, ki se ne spoznamo toliko na hokej, pa seveda še veliko več vpisov, veliko več mladih talentov, da pride mimo in da gre do reprezentance in da lepo tamanijo, ne, čez nekaj let Američane, Kanačane, Čehe, Slovake, Ruse, pa tudi, ne. Tako se spodobi. Hvala lepa, pa vsi vabljeni, da prijete pač pogledat, pa probat, daj tako sta Matic, pa Dejan sta bila lani na ledu. Tako. Da prijete sprobat, kak je sploh to. Da se zlamamo. Pa na tekmo, Fras, moramo enkrat iti, da ti pokažem, jaz sem bil, da ti pokažem hodog pa šnicle, ja. Veš, kak je fajn. Šnicl pa hokej, veš, kak je fajn. Čudovito. Hvala, Jure, evo, lepo vodi. Hvala. Zgodilo se je in sram me je. Joj, kaj te je to? Šel si vuni zbajte dan zjutraj. To tak vsaki dan. Na poti v in iz službe jaz na Spotifyju poslušam glasbo, ne? Ja. Okay. Včasih poiščem samo eno pesem in pustim, da mi avtomatsko predvaja naslednje, pač priporočene, ne? Da vidim malo, kaj se dogaja, ne? Če nimam ideje, kaj bi poslušal. In tak se mi je zgodilo včeraj, da mi avtomatsko predvaja neko pesem, ki mi je bila ful všeč. In poiščem izvajalca, poslušam celi album, je bilo ful fajn, ne? In začnem razmišljati potem, zdaj še tega nikoli nisem slišal, prav nič od tega, ne, izvajalke, ne, nič, ženska ima zelo unikaten glas, malo poseben, taki zanimiv. In bolj kot sem razmišljal, bolj sem postajal živčen in se bal, da sem nasedel. In danes sem sedel se za računalnik, odprl Google, napišem to izvajalko not in je bila, ne? Valjda ni prava oseba, ampak umetna inteligenca. Bravo, Marko. Kak si lahko taki prasec? Zgodilo se je in zdaj sem jezen in ne bom več tega poslušal nikoli. Pa všeč ti je bilo? Ja, kul je bilo. Ampak so me naplahtali. Pa Spotify bom zbrisal, pa tožil. Vidiš zdaj? Mislim, kaj? Ne moreš nič, kaj zdaj? Ja, ne. Če nisi gledal zraven, kaj ti predvaja, pa kaj ti, ne? Ja, nisem gledal. Se tudi ne piše na Spotifyju, da je AI. A ne piše? Mislim, jaz sem danes gledal, še preden sem pogooglal. Gledam, ok, tak je ime izvajalke, to je pesem, nikjer ni pisalo, da je bilo kaki, ne? AI. Ja. Tako da, kul. Ja, zakaj pa to dovolijo? Ja, ne vem. Onda. To je meni tudi čudno, da je označeno. Vzamite si umetnost, vse pokradite, pa si delajte. Tako, 2026. Kaj je bilo v Račah na veselici? Ja, jaz sem v soboto bila v Račah na veselici in ko spiješ veliko vode, te pač seveda pritisne na stranišče. In jaz sem se odpravila proti stranišču in seveda pač so imeli diksije, normalno, ker na vsaki veselici so. In vidim, ko čaka v vrsti, ker je bila zelo dolga vrsta, dve punci, ki sta malo preveč popili ene tekočine. In čakam in pridem istočasno skoraj na vrsto kot oni dve, ampak oni dve sta stali v drugi koloni kot jaz. Vidim, da punci gresta kar obe not. Pa sem tako pogumno, ne? Grem jaz not, opravim svoje in naenkrat se vse strese in jaz samo čutim, kak moj diksi pada. Punca je padla not in je premaknila diksi tak, da je moj diksi padel skoraj nazaj. Si za to predstavljata, da bi dejansko padel
in moji dve prijateljici seveda, tako joj, si v redu, jaz sem bila v takem šoku, da sploh nisem mogla dojeti, kaj se je pravzaprav zgodilo, ampak si videl predstavljata, da bi jaz s tem diksijem padla. Ja, kako pa si se te rešila, če je začel padati, ali kaj? Ja, jaz sem v bistvu je bila zadaj ograja, ki ga je menda zadržala. Okay. Pa več jih je bilo, Mislim, da skupaj si tako, da nisi, kontra se ampak vrgla. prav, veš, tako prav za par centimetrov, Pa ni nič pljusknila. Mene sploh zanima, ne vem, ker sem bila totalno v šoku. ali te je kaj pokiclalo? To pa Te je Pozejdon poljubil. Ne. Okay. No, ni pa te nič pokiclalo. Ne, nič. Ampak, Škoda. ker zelo prijazno sicer, ampak kar ena taka zanimiva oziroma Izkušnja, ne? čudna izkušnja, ki ne vem, če se Ja, je lahko malo sploh zgodi. nerodno, ne? Ko si v takem malem placu, pa ne veš, ki Tako da zdaj punci kaj menda je. sploh ne vesta, Okay. kaj sta mi povzročili. Škoda, da se ni prevrgo in da se ni ven vlilo. Ker to bi bila Še boljša zgodba. To je Res zdaj je. odlična, Ja. tista je bila še boljša. in To skoraj. bi mi v bistvu videla privoščila. Ja, z videa. jaz pač zelo težko verjamem, da te ni nič pokiclalo. Ja, ne, ni dobro. me, ker sem že. Ampak bolj bila sem že pogledala zaklenjena vun in sem že hotla. Super, Nisem Anja. mogla. Kaj šele, če ti ne bi vode pila? Ja, kaj bi še letel? ja. Anja, nekdo je poklical. Halo? Pozdravljeni, stane pri telefonu. Jaz pa verjamem, Anji, da se ni dikci prevrgal, ker če bi se, bi bila danes kot trompeta, lepo modra. Dikci imajo modro tekočino noter. Ja, na začetku. Ja, bolj je že malo bolj čokoladna. Tako, ja. Stane, hvala za klic. Dika, v redu, Anija. Lep dan, dio. Ja, verjetno je bila. Čokoladno roke. Ja, kočevski medved. Fras in Medvard in Fras in Medvard show.